Če ima arhitekt proste roke pri ustvarjanju, si lahko dovoli drzne poteze. Črna kuhinja, betonski pult, stena v vzorcu marmorja, v katero je vgrajen kamin in prostor za shranjevanje drv in še kaj. V osrčju Ljubljane je stanovanje veliko le 45 kvadratnih metrov po prenovi postalo moderno in elegantno, a kljub temu preprosto. Kako iz enega stanovanja nastanejo tri in kaj se zgodi, ko v enem izmed njih arhitekt dobi popolno svobodo pri ustvarjanju? Tjaša Jesenko in Gašper Čerin iz biroja Dva arhitektura sta zasnovala moderen dvovišinski dom v Ljubljani, ki je z avtorskim pristopom pridobil na eleganci in značaju. Tjaša in Gašper, pozdravljeni. Živijo. Živijo. Pri opremljanju tega stanovanja sta imela popolnoma proste roke. Kako naročnika prepričati do te stopnje zaupanja in kaj vaju je vodilo pri opremljanju tega stanovanja? Skozi večkratno sodelovanje, naredili smo že 2 stanovanji in zdaj pri tem stanovanju je glede na to, kako smo sodelovali prej, je lastnik pustil, da tukaj pa lahko naredimo, kar sami želimo in si malo več dovolimo. Ja, stanovanje je bilo prvotno mišljeno za lastnika, potem pa smo skozi čas ugotovili, da bo namenjeno verjetno turizmu oziroma oddaji, tako da smo mogli v času projektiranja malo spremeniti naša vodila, program oziroma kako bi zapolnili vse sobe, ne preveč zapolnili, še vseeno, da dobimo stanovanje, ki bo uporabno. V tej steni vidimo vgrajen kamin, tudi nišo za polena. Kako ste to uspeli doseči, glede na debelino, običajno debelino stene? Ja, to je zelo star objekt. V tem objektu so stene debele cirka 80 cm, sploh zunanje. Že v sami steni je bilo veliko niš. Ena od niš je tudi ta, v kateri je kamin. Kamin je sicer električen, zato smo zraven dodali še drva, ki so ta prava, da ustvarijo neko tako toplino lesa, ki nam jo da. Stopnice smo tudi ugradili na podlagi tega, glih zaradi te debeline zidu, ki smo imeli na voljo. Se pravi, noter je kovinski nosilc, jeklen in na ta jeklen nosilc so privarjene nastopne ploskve. Pa je na tej nosilni steni tudi dejansko položen marmor gor? Ne, to, kar vidimo, ni marmor, je keramika imitacije kamna, dimenzij 60 na 120 cm. Probali smo se čim bolj približati videzu naravnega kamna. Mislim, da nam je dobro uspelo. Kaj pa pult na otoku je tudi imitacija betona, vsaj tako se zdi, ali pa kakšnega drugega kamna? Ne, pult iz betona je pa kar pristen, je pa v bistvu zelo zanimiva zgodba v zadnji, ki se pa ravno nanaša na to zaupanje med lastnikom pa med nama, ki je pa nastala v bistvu ideja čisto tako na kavi, ki sem med pogovorom, sem jaz vprašala, koliko si lahko pustim, pa da bi mogoče kakšen kos tak dal noter. In pa smo prišli, pa se to lahko sami doma naredimo. In tako da na koncu smo res v delavnici zalili pult, armaturo dali noter, ga prelili z epoksijom, premazali, zaradi tega, da je vodoodporen, da se ga lahko v kuhinji varno uporablja. Pa smo ga sem prinesli, pa rekli, če se bo zlomil, se bo, če ne, tako da je varno prispel in je zasedel svoje mesto in naredil ta učinek, ki smo ga hoteli. Odločila sta se tudi za precej temno kuhinjo, za črno. Seveda so stene bele, je dosežen nek kontrast, ampak vseeno, zakaj črna kuhinja? Ja, črna kuhinja je v bistvu kontrast te velike bele škatle, ki jo tukaj vidimo, visoki stropovi so, svetle stene in je bilo treba nekako neko močno potezo dati noter. Se pravi, ja, kuhinja v temni barvi, se pravi grafitno sivi, paše h karakterju lastnika in hkrati v bistvu doda močen karakter tudi temu stanovanju. A ste se potem zaradi tega, ker je težko narediti tak dolg pult, odločila, da pa ta daljši kuhinjski pult bo pa vseeno lesen in ne betonski? Ja, ne, pult ni bil zaradi tega, ker ga ne bi mogli narediti betonski, ampak zaradi tega, ker smo hoteli dodati kontrast tej sivini, marmorju, kamnu z nekim toplim naravnim materialom, kot je les. Tako da smo ga v bistvu v majhnih detajlih, kot so police, pri kaminu lesena drva prava, nogice od miz. Tako da v bistvu smo eno tako celoto naredili iz vsega skupaj. Stanovanje ima precej visoke stropove, tako na uč bi rekel nekih 4 metre. Ta podest se zdi neka logična poteza, zakaj vsega uporabljamo? Res je, stropovi so visoki 4,20
Je pa lahko se uporablja ali za kakšno mogoče relaksacijo ali za kakšno telovadbo, prvotno pa če je bilo mišljeno za posteljo, za spanje. Kje pa je zdaj spalnica? Glavna spalnica je v drugem prostoru, podest je bil pa mišljen kot neka dodatna spalnica, ali mogoče spalnica za goste, ali pa kot pač v primeru turistične uporabe, pa pač kot dodatno ležišče. Zdi se mi odličen prostor za otroško igrišče. Ja, za otroke je pa to odličen prostor kot igralnica, ker so stropovi nizki in pač oni nimajo problemov z višino, tako da se lahko igrajo in počutijo varne pač. In za varnost sta tudi vidva morala še posebej poskrbeti, odločila sta se za stekleno ograjo? Ja, za stekleno ograjo so se odločila ravno zaradi tega, da nam ne da občutek, da smo prostor zelo zaprli, da še zmeraj prostor diha, da je odprt. Te odprtosti prostora pa pripomorejo tudi te lebdeče stopnice, ki so brez ograje, dihajo, prepuščajo seveda svetlobo. Ja, ravno zaradi tega, ker imamo zelo majhno okensko površino, smo se odločili za vpete stopnice, pa tudi zaradi tega, ker nam zavzamejo dejansko zelo malo prostora, ker smo zelo omejeni, zato so tudi malo bolj strme, kot bi bile običajno. Stanovanje sicer deluje veliko, ampak kakšna je njegova dejanska kvadratura? Ja, dejanska kvadratura ni ravno velika, je okoli 50 kvadratnih metrov porabne površine, obsega hodnik, se pravi vstopni prostor, kopalnico z nekim umestnim prostorom, kjer imamo prostor za bralni stroj, ta osrednji prostor, v katerem se nahajamo, in pa spalnico, ki je ločena. Ja, čeprav smo zdaj v tem enem velikem prostoru, smo pa v bistvu še vsem dosegali, da so prostori ločeni ambienti, se pravi dnevni prostor ločen, kuhinja ločena, tako v bistvu z nekimi navideznimi mejami. V dnevnem prostoru smo to dosegli s podestom, kjer ima pač človek občutek neke intime, potem v kuhinji z otokom, jedilnica je pa tudi prostor zase. Bilo je veliko ogradnih niš, ki jih nismo hoteli zapirati, in smo jih uporabili za ogradno pohištvo, zaradi tega, da smo čim več prostora uporabili. Pri prenovi starejših stavb vedno pride do kakšnih presenetljivih pripetljajev. Kaj se je vama zgodilo? Ja, seveda, tudi pri nas je prišlo do takšnih pripetljajev, čisto pričakovano. Ko smo večali nišo za kamin in drva, smo prevrtali na drugo stran stene, in to zunanjo stran, kjer je pa niša za kapelico, tako da na srečo smo jo zelo zgrešili. In je ostala nepoškodovana? Ja, nedotaknjena je. Aleluja.